En lep pozdrav. Danes bomo si pogledali, kako v MetaMasku naredimo, da imamo testno mrežo. In sicer bomo danes pogledali push-chain mrežo. Zelo priporočam, da jo testirate, da jo pregledate, preden se bo lansirala. Kdaj se bo, ne vemo, to ne ve nobeden, ne Richard Heart, niti programerji so rekli, da če bo sreča, bo marca ali pa do junija, enkrat junija. Tako da upajmo, no, da bo čim prej. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo zelo velike težave z Ethereum omrežjem. Ethereum omrežje je postalo preveliko, ogromno, počasno. Problem so tudi zelo visoke provizije za rudarje. Tako da se je izkazala potreba po tem, da se ustvari nova mreža, in pač ustanovitelj je Richard Heart, ki je ustanovil HEX, superiorni finančni sistem, zato da tisti, ki vlagamo v bistvu v HEX, da imamo možnost potem, ko ga vložimo in potem, ko ga ven vzamemo, da ne plačamo tako zelo velikih provizij. Ena večja težava je to, da je pametna pogodba, ki je na HEX-u, je zelo kompleksna in preračunava delnice, preračunava vsak dan, vsako uro, koliko ste vi zaslužili, koliko časa ste imeli v bistvu vložek, se pravi, koliko časa ste imeli vložek in koliko veliko denarja ste v bistvu vložili, in pa preračunava za vsako uro posebej tudi, koliko je bilo nagrad, kako visoke so delnice od začetka vašega vložka, stejka po angleško, pa do konca, ko ste ga v bistvu vzeli ven, a ne. Potem preračuna tudi vse kazni, ki jih je sistem dal ljudem, ki so predčasno vzeli vložke ven, in pa vse nagrade in inflacijo. To je zelo, zelo kompleksno za izračunati, zaradi tega se je Ethereum mreža se je odločila, da bodo kompleksne stvari zaračunali več, tako da tisti, ki zdaj v bistvu jemljejo ven, imajo kar visoke stroške. Zdaj, če je to nekaj milijonov, pa da plačate $1000 provizije, ni problema, ne. Če pa imate $1000 zaslužka, pa da je $1000 provizije, potem ste izgubili vse. In je to zelo velik problem, zato res čakamo mrežo PulseChain. PulseChain se bo lansiral pač vsak čas, do marca enkrat ali pa do junija, tako obljubljajo. Zdaj, zakaj toliko časa traja? Ker testirajo, ker so v bistvu, to je fork od Ethereum omrežja, se pravi odcepitev od Ethereum omrežja, kar pomeni, da morajo čisto vse bage, napake, ki so zdaj na Ethereum omrežju, ki jih je res ogromno, veliko, to programerji hočejo odpraviti, da bo ta mreža res hitra, da ne bo imela rudarjev, da bodo provizije res v centih. In vse to v bistvu želijo, da dela res, Richard Heart ne bo dovolil, da bi bila kakršnakoli napaka gor. To mora delati brezhibno, zato da ljudje, predvsem heksijanci, ki vlagamo v HEX, superiorni finančni sistem, ne izgubljamo denarja. Dobro, dajmo se mi to kar pogledati, se pravi, zdaj pogledali si bomo MetaMaska, ne. Jaz bom kar delila zaslon, MetaMask, takole, da boste videli zaslon. Skratka, MetaMask je hot wallet, to pomeni vroča denarnica, in je najmanj varna. Sploh jo, prosim lepo, ne uporabljati na mobilnem telefonu. Prosim lepo. Zakaj? Zaradi tega, ker boste sigurno slej ko prej izgubili denar, če boste karkoli gor imeli. Zdaj, če vidite, jaz imam to MetaMask denarnico, če jo nimate nameščene, jo namestite s tele spletne strani metamask.io.
vedno obvezno mora takole biti in pa tale ključavnica, povezava kliknite na ključavnico, povezava mora biti varna. Obvezno. Pazite, zato ker je zelo veliko spletnih strani, ki so lažne in je lažen MetaMask in karkoli boste naredili, dejansko ste nekomu dali podatke, ki vam bo vzel denar, če boste karkoli imeli na denarnici MetaMask. Torej tukaj si kliknete download now in seveda sledite pač na kateri operacijski sistem imate, ga zloadate dol. MetaMask je potem v bistvu kot extension, tukaj vidimo, tole je extension MetaMask, tukaj gor. Se pravi, to je jaz imam zdajle v Google Chrome, ne, zdaj Mozilla je dosti bolj varna od Google Chroma, ampak v Chromu sigurno stvari delajo 100%, ker Mozilla je odprtokodna, zelo se trudijo prostovoljci, da bi naredili varno in v redu in pač, da ne bi šli podatki naprej. Zato se z MetaMaskom včasih tudi malo stepe. Google pa ne, MetaMask in Google pošiljata podatke naprej, to moram povedati, pazite v bistvu, kaj delate, ker lahko ostanete brez denarja, to se je meni zgodilo, tako da vam povem to lahko iz prve roke. Odkar se meni to zgodilo, jaz MetaMaska ne uporabljam več kot denarnice, sploh ne, in vidite, zdaj tale MetaMask, ki ga imam odprtega, ta je čisto svež, nov, noter ne bom imela ničesar, edino zdaj bomo pač naredili neki test, naredili bomo test in bomo pač tukaj noter bomo imeli testne kovance, to ni nič hudega, tudi če kdo ukrade, ni hudega, dobite pač nove, ker te testni kovanci, pulsi, ki jih bomo dobili, te kovanci niso realni, niso resnični in takoj, ko bo resnična, se pravi prava mreža, ne testna mreža, ampak prava mreža PulseChain zaživela, te kovanci bojo definitivno zbrisani, tako da ne misliti, da ste kaj profitirali. To je samo zato, da mi v bistvu testiramo, uporabniki testiramo in da pošljemo tudi, če smo našli kakšen bug oziroma pač bug, to je napako. Jaz sem jih našla že ne 3 ali 4 in sem fantom poslala, fantom in puncam, najbolj glavna je ena ženska, ki programira Roof, v bistvu, tako da njim sem poslala, kaj se mi zatika, kaj mi ne dela dobro, kje sem izgubila že prej denar in kje mislim, da ga bom tudi zdaj, tako da to popravljajo, resno vzamejo čisto vsak mail in če ste za to, da imamo vsi res en pošten finančni sistem HEX in pošteno mrežo, potem sodelujte, preizkušajte, pomagajte po svojih močeh, kakor lahko, če nimate denarja za pomagati, recimo za kaj donirati, potem dajte vsaj kot prostovoljci testirati, probati in poslati feedback nazaj ljudem, da bodo lahko za nas delajo to brezplačno, to je za nas brezplačno, bomo lahko uporabljali, tako da se res splača. Torej, ko ste namestili MetaMask, zdaj jaz bi tukajle desno gor imamo moje račune, lahko pustite account 1, za test ni problem, zdaj če uporabljate MetaMask, ga vedno preimenujte, ker je varnejše, kakor če je account 1. Lahko si ustvarite druge račune ali pa uvozite račune iz kje drugje in pa tole je zelo zanimiva stvar, to bomo v naslednjem videu pogledali, kako povežemo strojno denarnico Ledger, ki je hladna denarnica, dejansko uporabimo MetaMask kot bridge, bomo šli korak za korakom, zato ker je to najbolj varen način, da denarja ne izgubite ta trenutek. Ta support ne deluje, traja kakšen teden, da vam odgovorijo, da bojo odgovorili čez kakšen teden, tako da to tudi, če ne uporabljate, vseeno, nikoli ničesar niso rešili
v MetaMasku, karkoli sem imela težave, tako da tole tudi, če ne uporabljate. Nastavitve je fajn pogledati, v bistvu tukaj lahko, zdaj jaz dam vedno v dolarjih, zaradi tega, ker sem vajena preračunavati v dolarjih, malo mičkeno cenejši je od evra. Zdaj nastavite lahko, katera je glavna vaša valuta, v kateri boste pač videli, tudi jezik imate lahko v slovenščini, ali pa kakšnega drugega izberete. Sinhroniziraj. Tega ne uporabljati, sinhronizacije z mobilnim telefonom. Jaz sem imela tukaj zelo velike težave, tako da ne tega uporabljati, to ni varno. Ponastavi račun, vam zbriše zgodovino, če imate težave z MetaMaskom. V bistvu se osveži, pa če imate srečo, se kovanci zopet pojavijo, drugače pa izginejo za zmer in ste izgubili. Napredno krmiljenje plina, to jaz vklopim, to sem že vklopila, drugače to po defaultu ni vklopljeno, zaradi tega, da lahko vi določite, koliko boste sploh plačali Ethereum rudarjem. Jaz vedno kliknem tisto najmanjše, je najpočasnejše, ampak nič hudega, pač malo nekaj časa čakaš, ni pa toliko zelo, ko bi rekla, ni toliko zelo, je drago še zmeraj, ampak je bistveno ceneje kakor tista sreden ali pa ta najvišji nivo, a ne. Tole tudi pokaži hex data, to imam vedno vklopljeno. Potem testno omrežje si priklopim, ponavadi vi jih lahko tudi izklopite, če hočete. To imam jaz ponavadi vse vklopljeno. Potem si pa tukaj nastavim časovnik za samodejno odjavo v minutah, zdaj si bom nastavila na 15 minut, zaradi tega, da me ne bo metalo ven. Tukaj ni nič po defaultu nastavljen. Vi si nastavite, recimo, na kakšne, nastavite si, da če greste stran od kompjuterja, da vam tole, če pozabite se odjaviti iz MetaMaska, da vam tole odjavi samo. Pa pazite potem, kako boste geslo noter vtipkavali in delali in copy-paste, zato ker to si MetaMask vse zapomne, in če to naredite zelo velikokrat, je zelo velika verjetnost, da bo kdo, če vam nekdo sledi, če vdre v vaš kompjuter, bo to definitivno videl, oziroma po mojem mišljenju, to je moje osebno mišljenje, da MetaMask zna to tudi poslati naprej Googlu in Google zna to prodati komu, a ne. In če imate kakšne večje zneske gor na MetaMasku, vam bo to definitivno šlo dol. Pri meni je bilo tako, da sem imela en večji znesek in enih 50 manjših v manjših kovancih, tako da tistih 50 je ostalo, ta velik je šel dol. In za zmer, nikoli več ga ne bom videla. Te sinhronizacijo imam izklopljeno, zato ker nočem, da MetaMask karkoli, kamorkoli shranjuje, ker že itak shranjuje pa pošilja. Kaj bi še bilo? Tole jaz vedno v bistvu vklopim, da me ne spominja na SID-e. SID-i so 12 varnostnih besed, s katerimi vi odklenete MetaMask oziroma blockchain. Vi lahko ta MetaMask dejansko uvozite kamorkoli, tudi v Ledger, tudi v katerokoli drugo denarnico s tistimi 12 besedami, ki jih vam da na začetku, ko nainštalirate MetaMask, in jaz to v bistvu izklopim s tem gumbek, če kliknete, boste izklopili, da vas spominja na to, da si shranite te SID-e, zato ker so te SID-e kar lepo odprti v MetaMasku. Če ima nekdo geslo od vašega MetaMaska, gre v vaš browser, si tole odpre, si skopira vaše SID-e in to je to. Izgubili ste vse. Je konec. Če ste stakali hex za 15 let iz MetaMaska, boste 15 let živeli s tem, da boste v strahu, da vam bo na koncu heker to pobral dol. Je pa rešitev, oziroma sta dve rešitvi, če ste to naredili, recimo kupite Ledger Nano S,
hladno denarnico in to bom tudi naredila video. In si preneste tale MetaMask račun na Ledger in uporabljate MetaMask kot bridge. To bo naslednji video, ne. Ja, in še druga rešitev je Hedron. Hedron bo vsak čas lansiran, mislim, da bo to 26., 27. Februarja letos, 2022. In Hedron je res ena taka odlična aplikacija, produkt, ki je na Ethereum omrežju, bo lansiran najprej, potem pa tudi na Pulse omrežju in bo izključno za Hex. In s Hedronom boste lahko kovance Hex zavili v NFT in ta NFT preposlali v drugo denarnico. In s tem ste rešili v bistvu, če je nekdo udaril vaš MetaMask in se bojite, da bo karkoli narobe, si prepošljete lahko v drugo denarnico. In jaz to komaj čakam, zaradi tega, ker imam na tisti denarnici, ki mi je dosti denarja dol zginilo, na tisti denarnici imam še en stake oziroma pač vložek od Hexa, ta prvega, ki sem ga poskusila, ker še nisem znala teh stvari. In tistega si bom takoj preposlala na Ledger, takoj, ko bo to možno. Upam, da že ta mesec. Okej, pojdimo, tukajle gor imate omrežja, ne. Če gremo nazaj na MetaMask, tole hoplala, tulele, če kliknemo, gremo nazaj na MetaMask in zdaj smo v osnovnem računu. Se pravi, tukaj gor imamo glavno omrežje od MetaMaska, je Ethereum omrežje. Imamo še druga testna omrežja, ampak Pulse chaina tukaj ne vidimo, zato ga bomo mogli tukaj dodati. Dodamo ga pa na spletni strani, kjer imate še vedno, lahko žrtvujete za Pulse chain. Se pravi, tukaj levo zgoraj, si poglejte pulsechain.com, more biti pa tale ključavnica varno, a ne, varna povezava, to pazite, to more biti obvezno. Bom pa dala tudi, bo v opisu, v bistvu vsi ti linki bojo v opisu od MetaMaska, od Pulse chaina, tako da boste lahko varno kliknili gor in boste prišli sigurno 100% na ta pravo spletno stran, a ne. Ker jaz zdaj že prepoznam, katere niso ta prave, a ne. Se pravi, vi lahko še vedno za Pulse chain, dokler ne bo lansiran, žrtvujete, sicer zdaj ne boste dobili prav veliko točk in bonusov, ampak vseeno, če boste zdaj žrtvovali, ne vem, 100 evrov ali kaj 50, kaj takega, boste dejansko, definitivno boste dobili največ, najcenejše kovance, Pulse kovance, in se to najbolj splača, a ne. Lahko, če vas bo zanimalo, lahko naredimo tudi en video o tem, kako žrtvovati na za Pulse chain. In to varno žrtvovati, ne iz MetaMask denarnice, tako kot je na tej spletni strani priporočeno, ampak da MetaMask uporabite kot bridge, kot most in žrtvujete iz vašega Ledgerja Nano S. To vam priporočam, ker drugače boste imeli resne težave lahko čez čas, a ne. Okej, zdaj testna mreža, tole so podatki od testne mreže. Tole vam, tukaj v bistvu imate vse navodila, zdaj čisto vsa navodila, tudi kaj je Pulse chain, čemu je namenjen, in tako naprej. V glavnem, gremo mi kar narediti direktno tole zadevo. Tole network name je Pulse chain testnet. Tole lahko jaz bom kar kopirala v bistvu, ker je meni to najlažje. In bomo šli tukaj v MetaMask, jaz sem si kar razširila tole, da bomo videli lahko dobro. Dodaj omrežje, novo omrežje. Ime omrežja bom kar skopirala, Pulse chain testnet, in gremo nazaj na tole. URL je tole, kar skopirala bom, zaradi tega, da ne tipkam.
da bo tole sigurno URL se tlele piše, tukaj noter kopiram, takole. In potem kopiramo še ID je 940, to si bom zapomnila, in pa currency simbol, ID gremo pogledat, ID verike je 940, currency symbols bom kar skopirala, da bo sigurno prav, ker se včasih zatipkam. Currency symbol, tole. In pa, kaj imamo še? Se pravi, tukajle gor, v bistvu dajmo pogledat, kaj se zgodi, če tole damo v browser, v iskalnik. V bistvu, kaj je to? To je blockchain. Tukajle vidite zdaj, da v živo ljudje kaj počnejo na tem blockchainu in tudi svoje aktivnosti lahko tukaj vidite, ker mreža, v bistvu blockchain je odprta za videti, vse se da videti, ni pa možno dobiti podatkov, katera denarnica, kaj počne, kdo je zadaj, ime, priimek, tega ni, kje živite. Tega ni, dejansko je blockchain dosti bolj zaseben, kot je naš sistem, v katerem zdaj smo, kjer imamo vsi na bankah imena in priimke in vsak ve v bistvu, kaj se dogaja, v bistvu, tako da pa tudi pošiljajo podatke naprej. Tukaj nihče ne pošilja podatkov naprej, zato tega, ker zadaj ni ljudi. Tukaj zadaj je samo matematična koda in računalnik in to je to. In nihče ne upravlja s tem. Ko bo ta koda lansirana, zdaj še programirajo, ko bo pa lansirana ta koda, pa se ne bo dalo več tega spreminjati in bo to teklo samodejno, samo od sebe, ne da se bo ničesar ne bo nihče mogel spremeniti, niti sami izumitelj te kode ne more. To je razlika proti Bitcoinu, ker se lahko koda še vedno spreminja in na žalost se tudi v naš minus. Tako da tole je pa super, ker se ne bo nič spreminjalo. No, tukaj vidite transakcije, uspele transakcije, kaj se dogaja. 3 sekunde traja, to je neverjetno hitra mreža, 3 sekunde traja, da sploh v bistvu se zgodijo transakcije. To je izjemno hitro. Pri Bitcoinu je recimo to lahko nekaj minut, tudi cel dan ali pa 2 dni traja. Pri Ethereumu mreže je to nekaj minut, tudi 15 minut, 20 minut lahko trajajo pač transakcije, odvisno koliko plačate rudarjem. Več, ko plačate, hitrejše gre čez. Tukaj smo pa vsi enaki. Čisto za vse so iste provizije in ista hitrost in je to veliko bolj pošteno in vsak tudi tukaj so provizije v centih, Tukaj so provizije v centih, v bistvu, če pogledamo, tole ena od transakcij, kjer je vse se vidi, koliko, transaction fee, v bistvu je 0,00004,2 pa še nekaj pulsa, to je nekaj centov v bistvu. To je nekaj centov in puls ima, tako kot recimo ima Bitcoin satošije, se pravi manjše delčke Bitcoina, ki jih vi kupujete, ker cel Bitcoin zelo malo ljudi lahko kupi. Kupujemo pač satošije. Tukaj puls mreža ima kovanec puls in njegovi majčkeni deli so bit. In tukaj vidimo, da je gas price, se pravi za plin, za transakcijo damo 2 bita, ker je toliko le pulsa. Zdaj puls nima še cene, seveda ne, ker ni še na trgu, ampak pač je to vse virtualno. To je vse virtualno. Tako da super, tukaj lahko vidite svojo transakcijo, v bistvu kaj se dogaja, vse
Tako da pojmo mi nazaj sem noter. Blokiraj Explorer. Nič, tole opcijo bomo dali kot shrani. Tako. Zdaj tukaj zgor lahko preklapljamo. Ali gremo na Ethereum omrežje in na Ethereum omrežju je tukaj Ethereum kovanec. ETH. Ethereum omrežje, Ethereum kovanec in tukaj vidimo v bistvu tudi pač Ethereum kovanec. In vsi kovanci, ki so na Ethereum omrežju, so tukaj spodaj ponavadi nanizani. Če preklopimo zdaj na push-chain, ki smo ga ravnokar vnesli noter, se spremeni ta kovanec v Pulse kovanec. Spredaj ima T, zaradi tega, ker je testni. T pomeni testni Pulse kovanec. Tukaj zgori je naš account, se pravi naš naslov naše denarnice v MetaMasku. To je v MetaMasku. Zdaj, da ne bomo komplicirali, ker jaz sem nekaj že probavala čez Ledger, pa pač testne stvari ne grejo čez Ledger, zaradi tega, ker Ledger Pulse še ne podpira, bo pa po mojem bojo prisiljeni tudi Pulse-chain mrežo podpirati, ko bojo ljudje trumamo odšli iz Ethereum omrežja na Pulse-chain. To sem sigurna. In tukaj imamo kovance. Dobro. Zdaj v bistvu bomo si šli pogledati še, kako dobimo testni kovanec. Kako bomo mi to zdaj zaprosili, ta kovanec, da ga dobimo sem dol. Ok, zdaj v bistvu na tej isti strani pulsechain.com, kjer imamo te podatke za testno mrežo, tukaj spodaj lahko tudi vidimo, da lahko dobimo testne kovance. Zdaj, če kliknete na njihovo originalno spletno stran, če kliknemo na originalno spletno stran, nas bo to povezalo z spletno stranjo, kjer se to dobi. Zdaj avtomatsko se je odprl MetaMask. Zdaj, če imate MetaMask kot bridge povezan na Ledger, bo to delal z Ledgerjem, ampak zdaj za test pa dajte kar z MetaMaskom probavati, ker ne dela še na Ledgerju. Request. Zdaj, kaj moramo narediti? Če pogledamo MetaMask, Connect with MetaMask, to se kar samo, se pravi s tem testnet.com, in pa v bistvu ta pravi kovanec dejansko imamo. Kaj moramo mi zdaj narediti? Mi moramo od MetaMaska njegov originalen naslov prinesti sem noter. Če bi to bil Ledger, bi mi dali tukaj noter od Ledger Nano S originalen naslov. Pojmo pogledati. Če gremo kar naprej, šli kar naprej, ko vidim, da je klele connect, da bo on dejansko, on očitno bo kar sam se povezal. Poveži. Ja, bo. Video je v bistvu kar tako imajo sprogramiran, da tole je naslov od mojega MetaMaska. Se pravi tega, ki je testni. To je zdaj za test. Imam ga samo za test. Ničesar drugega tukaj noter nimam. Zaradi tega, ker je to tudi delovni računalnik in tukaj gor lahko kakšen udre. Zdaj, če bo kdo hotel tole pač karkoli narediti, njegova stvar. Request kliknemo request in gremo v MetaMask pogledati, kaj se je zgodilo. Super. Zdaj vidimo tukaj gor, da smo dobili, zdaj enega na dan lahko dobite, kakor je meni jasno, se pravi enega na dan z enim testnim kovancem lahko dejansko delate, kar želite.
Torej, zdaj imamo en testni kovanec, to je šlo zelo hitro in v redu. Kaj bi zdaj lahko v bistvu naredili s tem testnim kovancem? Ta testni kovanec lahko pošljete nekomu drugemu, oziroma če imate 2 MetaMask denarnici, pošljete iz ene v drugo, pa boste videli transakcijo, ne. Pač naredite si 2 MetaMask denarnici in pošljete iz eno v drugo. Sem noter v bistvu od MetaMaska, če gremo na account, če gremo kar na original stran, tole, če kliknete, a ne, kopiraj, pa pošlji, pa date sem noter, potem to je v bistvu od MetaMaska naslov oziroma od Ethereum mreže, od vaše denarnice na blockchainu, a ne. Zdaj jaz sem dala svojega, to pač ne bo delovalo, ker je, oziroma bo šlo, dejansko bo šlo preko, lahko probamo, koliko puls, dajmo 0,0 kaj pa vem, 0,001 puls poslati. Pošljemo da si bomo zapomnili, ali pa če rajši takole naredim, da bo lažje, 0,005 pulsa bom poslala, to se pravi bitov, se pravi 0,005 bita, bom poslala zdaj čez blockchain, iz moje denarnice v mojo denarnico, a ne. Bomo videli, če bo to delovalo, tega še nikoli nisem naredila, pa da vidimo, kaj bo. Okej, zdaj tukaj nam pokaže, kakšna bo, se pravi, transakcija bo koštala 0,0042 testnih pulsov, kar je zelo malo, to je nekaj centov. In se pravi, in to je skupni znesek v bistvu, ki ga bom plačala, ko bom tole poslala. Zdaj, če pogledamo, tulele gor imam gumb Uredi, to je zaradi tega, ker sem prej nastavila, da lahko nastavljam our low, medium and high estimate not available. Se pravi, tukaj oni nimajo, da bi minimalno pa maksimalno, v bistvu oni imajo kar tako, se pravi, je določeno, koliko je gas fee, za vse enako in to je to. Ker pri Ethereum omrežju ni tako, ne. Pri Ethereum lahko izbirate, koliko hitro boste naprej poslali in koliko vas bo to koštalo. Dobro, se pravi, to ni potrebno, dajmo to kar potrditi, pa da vidimo, kaj se zgodi v obdelavi. Zdaj, tukajle vidimo čakalna vrsta v obdelavi. Sicer bi lahko, ne rabite klikati tega gumba pospeši, da bi šlo to hitreje. Zdaj, v MetaMasku je zelo velikokrat tako, da se to sploh ne vidi. Kaj se je zgodilo? Pa se, tokrat je. To je trajalo, koliko je, na 5 sekund, 3 do 5 sekund, da je šlo naprej, a ne. In je šlo v bistvu, a ne. Tako da zdaj bi morali, če gremo, to smo zdaj v tem zavihku activity. Se pravi, to je naša zgodovina, kaj se je zgodilo. Zdaj, če kliknemo na to puščico, vidimo točno, a ne, kaj se je zgodilo, kaj smo naredili, kam smo poslali, in pa tole je ID transakcije v MetaMasku in pa tukaj status na Explorerju, a ne, se pravi na blockchainu. Če kliknemo, to zdaj trenutno ni še dostopno, je pa na tej strani, ko smo bili prejle, se pravi tukajle, ko vam bom dala tale naslov, a ne, pač vam bom dala, oziroma lahko si tudi sami skopirate, lahko vidite svojo transakcijo. Svojo transakcijo vidite tako, da jo, čakajte, MetaMask moramo v
kopiraj ID transakcije, ne, tole kliknemo, ID transakcijo, malo pobrskaš, pa se da, ne. Se pravi, tukaj noter v iskalnik sem vnesla mojo pogodbo iz MetaMaska in jo najde jo na blockchainu in tole sem jaz 3 minute nazaj poslala, danes se vidi, trial potrditev moje transakcije je trajala 3 sekunde pa še majhen in iz moje denarnice v mojo denarnico sem poslala, se pravi gre. V bistvu skurila sem samo fi za transakcijo in sama sebi sem v bistvu zadevo poslala, toliko pulsa. To pomeni, da bomo zdaj imeli malo manj pulsa, ker nam je nekaj vzelo za 2 bita sta šla proč za transakcijo. Tole je pa tip transakcije. Zdaj tale tip transakcije je novi tip na Ethereum omrežju, s katerim so obljubljali, da bojo fiji bistveno nižji in da bo boljše delali pa hitreje, ampak je zadeva še dosti manj varna in dosti slabše, kakor je bilo prej, ko je bila še stara verzija mreže na Ethereum omrežju. Okej, super. Gremo nazaj v MetaMask. Če tole ugasnemo in gremo na assets, se pravi na sredstva, moram osvežiti, da vidim, to bi zdaj jaz morala imeti malo manj testnega kovanca, a še zmeraj imam enega, čeprav so mi vzeli, ja, po mojem mi kaže enega zaradi tega, ker je tisto toliko majhen fi bil, da dejansko se to na tem kovancu sploh ne pozna. Vidimo samo, da imam še vedno en testni kovanec. Kaj bi lahko mi v bistvu še naredili s tem testnim kovancem? Torej, lahko bi ga zdaj zamenjali še za hex. Zdaj tukaj noter se ne da, MetaMask to še nima narejen, ampak verjetno bojo, ker so Richarda Harta prosili, da bi jim pomagal MetaMask do konca sprogramirati, da bi tudi za hex to delovalo. Bojijo se zato, da ne bi izgubili strank, ampak jih izgubljajo, žal, kar precej, ker ne dela MetaMask dobro. Če gremo nazaj, tole bomo kar ugasnili to transakcijo. Tukajle gor imamo stake, se pravi, lahko stakamo prek Uniswapa, lahko zamenjamo za hekse, pulse za hekse. Dajmo to probati. Stake, pa še stakati bomo dali probati, ne. Zdaj jaz to delam, jaz tega še nisem probala, sem rekla tako, da bomo skupaj, dejansko. Morate pa ne iti na Uniswap v bistvu direktno, ker na Uniswap direktno ne bo delal, zaradi tega, ker je tole testna mreža. Ampak morate klikniti res tukajle tale link, ne. Uniswap link, zaradi tega, ker tale Uniswap ni isti kakor tisti Uniswap, ki ga poznamo na Ethereum omrežju. Ni isti. To je drug, v bistvu je sprogramiran trenutno za pushchain. Za pushchain in ta swap bo v bistvu delal drugače, kot je zdaj Uniswap. Ker bo tudi Uniswap fork, se pravi odcepitev od, se pravi ta Uniswap, ki bo na pushchainu, bo se odcepil od zdajšnjega Uniswapa, ki je na Ethereum omrežju in bosta dva, dejansko bosta dva. Connect wallet, bomo najprej tole naredili, tukajle ali pa tukajle, čisto vseeno. In bomo se z MetaMaskom se bomo povezali, MetaMask bi mogel biti še odprt, je. In to je ta naš testni MetaMask, ne. Moramo iti naprej. Takole. S temle računom se bomo povezali, kjer imamo, morate imeti vmes MetaMasku vedno tale account, se pravi PLS, ne Ethereum omrežje,
ampak pulsčeno omrežje. To morate vedno paziti, tukaj gora, ne. Če ne, greste nazaj not v MetaMask, pa povežete s tistim omrežjem, s katerim želite. Okej, zdaj je že zaznal puls in je kar sam spremenil. Super, odlično. Sam je spremenil, on vidi, da sem da nimam čist enega pulsa, ampak nekaj malo manj, tudi zaradi tega, ker smo pač pošiljali in imamo zdaj malo manj pulsa. To je super, on je zaznal omrežje kar sam in imamo toliko pa toliko pulsov. Dajmo mi za hex zamenjati, za hex. Lahko bi tudi zamenjali za DAI ali pa USDC. Zdaj, jaz osebno v bistvu bi menjala izključno za USDC, ki je stabilni kovanec, pa da pač ga imaš gor na hard walletu, ne na MetaMasku, boh ne daj. Da če te delali to na MetaMasku, pošljite na hard wallet. Ne puščati stvari na MetaMasku, nikoli ne. Če nimate Ledgerja, dajte kam drugam poslati, recimo v Atomic Wallet, ki je bistveno bolj je varna, bolj kakor MetaMask. Tukaj imamo wrap, PLS, kar pomeni, to je nek nov kovanec. Super, dajmo hex. Mene zanima hex. Absolutno, jaz sem heksikanka in me tole absolutno zanima. Dajmo zamenjati puls za hex. Koliko ga bomo zamenjali? Dajmo pol, se pravi 0,05. Pol pulsa, koliko bomo dobili heksov? 495, bravo. Ok. To mi zdaj kaže, da košta $1. Zdaj to ni realna vrednost. To ni realna, to je pač testna vrednost. To so za test naredila, ne. Zaradi tega, da mi lahko vidimo, koliko to je, ne. Se pravi, to bom, recimo, da bo to $1. Tukaj spodaj, kaj je to? En heks je koliko puls, menjalni tečaj, ne. Ok, kliknemo swap. Dobro, in zdaj dobimo okence, tole dela drugače super. Jaz sem čez Uniswap delala, presenečena sem, čez Uniswap sem delala na Ethereum omrežju in se to zatika in kar nekaj, in če se v bistvu stvar zatakne, pol si izgubil. Je šla transakcija nekam in se ne bo nikoli več vrnila nazaj z vašim denarjem vred. Tako da tole očitno dela dobro in sem zelo zadovoljna. Imate vse podatke, še preden kliknete gumbek, da sprejmete, a ne? Price, zdaj cena se bo skozi updatala, glede na to, koliko na trgu je, in to je vse avtomatsko. To se dogaja vse avtomatsko. Se pravi, liquidity provider fee. Zdaj tukaj ni rudarja. Na tej testni mreži in potem na puščajnu ni rudarjev, oni nič, ker vsi ti fiji bodo šli testni mreži, oziroma ne samo testni mreži sploh, puščajnu. Tisti, ki bomo stakali puls, ki se ga bo dal, bomo dobivali te rewarde, a ne. Zdaj, provider je pa tiska 33 računalnikov, ki se prostovoljno vklapajo v to mrežo in skrbijo za to, da ta mreža deluje. Če hočete biti validator, morate imeti, so zelo stroga pravila, grozno veliko denarja morate imeti, v bistvu, da sami vložite pulse noter, toliko pa toliko pulsov v svoj bazen, in morate imeti tudi zelo hudo opremo. Zelo hudo opremo, dosti denarja, in pa pravila so zelo stroga, drugače vas mreža najprej opozori, potem vas pa vrže ven in ne morate biti več validator. To je to. Zdaj, kaj pomeni tale price impact, je v bistvu koliko vpliva cena na tole vašo transakcijo, nič ne vpliva, zaradi tega, ker cena očitno ne niha. Če bi bil to
Bitcoin ali pa Ethereum bi tukaj kar naprej nekaj žmigal, ker cena toliko zelo niha. Zdaj pa allowed slippage, se pravi, dovoljeno koliko zdrs cene, ne. Dovoljen zdrs cene je 0,5%. To pomeni, da tudi če med tem časom, ko vi kliknete gumbek accept, se pravi, da sprejmete, če zdrsne cena zdol ali pa gor za tolikle procenta, vam bo vseeno transakcijo naredili, drugače ne. Če bo šlo preveč gor ali pa dol, boste mogli še enkrat iti postopek in se strinjati ali ne strinjati s to zadevo. In koliko boste dobili heksa, koliko boste dobili, ne. Se pravi, tolikle heksa, 495 heksov naj bi dobili, ampak po vseh teh odbitkih bi dobili 492 heksov, izgubimo 2 heksa pa pol za v bistvu transakcija, ne. Dajmo klikati, da tole sprejmemo. Takole. Še enkrat, v bistvu povzetek vsega in zdaj moramo dovoliti še še enkrat. Zdaj moramo še v MetaMasku dovoliti, se pravi, stvari so varne, samo misliti morate točno, kaj delate. Misliti morate, ne samo klikati, in še tukaj v bistvu si pogledate, da je vse tako, kot mora biti, in na koncu lahko še vedno zavrnete ali potrdite. Meni je recimo pri Ethereum omrežju, jaz ponovadi tukajle zavrnem, ko vidim, koliko mi bojo pobrali dol, ja pa ponovadi tudi ni zadosti, nimam zadosti denarja gor, ne. Tudi če ga imam dosti, nimam zadosti za to, da bi rudarjem plačala. Okej. Mi tukajle imamo dovolj denarja, vse je v redu, strinjamo se in bomo potrdili. Še v MetaMasku, ne. Zdaj, če imate skonektat to z Ledgerjem, da je MetaMask, ne bomo potrdili, zato ker smo malo pozni, oziroma se pač cena se tukaj ne spreminja. Torej, če imate Ledger zdajle priklopljen na MetaMask, bo to šlo v Ledger. Ne na MetaMask, ampak v Ledger. Ampak tukajle gor ne bo pokazal od MetaMaska naslov, ampak od vašega Ledgerja NanoS recimo. Ali pa kakšne druge. Dajmo potrditi transakcijo. Transakcija je bila potrjena. Add hex to MetaMask. Zdaj bomo mi kar hex dodali, ker jaz bom kar to kliknila. Zaradi tega, ker tega kovanca še nimamo noter, bom kar kliknila. To nam da vse avtomatsko in je kar dodal v MetaMask, to je zdaj v MetaMasku, zaradi tega, ker ne uporabljam Ledgerja. Kliknem dodaj žeton in zdaj to v MetaMasku mora biti noter. Zdaj tole transakcijo ne rabite takoj zapreti zadevo, close, jaz vedno kliknem view on Explorer in si tudi spravim to, ne. Vedno si to transakcijo shranim, oziroma tole, ta hash, transaction hash, vedno ga tukaj kopiram in spravim v Excelovo razpredelnico in napišem to tudi zaradi davkarije, ne, ko delam v resničnem lifeu. Če bom imela enkrat zelo veliko denarja, pa bo davkarija hotela vedeti, od kje meni ta denar, bom jaz v bistvu jim poslala tele, da si lahko pogledajo, kje sem jaz ta denar prislužila, ne. Zdaj, če je to obdavčeno, je treba plačati davek za to, če pa ni obdavčeno, recimo, če vi to delate dnevno, tedensko, mesečno, je obdavčeno 10%, če pa vi to date stajkati za 15 let, pa čez 15 let to naredite in dobite ogromno denarja dol, pa ni obdavčeno. In to davkarija pogleda, vidi, da ste vse naredili legalno in to je to. In ste se izognili v bistvu, legalno ste se izognili davku, ker pač država to podpira. Da držite denar, da ga ne trošite v bistvu skozi, oziroma da ne, problem je v tem, da če traderji, kar naprej se pravi vlagajo in ven jemljajo, črpajo valute.
Ni važno, je to dolar, evro, a je to bitcoin, a je to heks, črpajo s tem valute, ker povzročajo inflacijo, ne. Manj, ko se, bolj ko držite, v bistvu dlje časa, ko držite neko valuto pač na določenem mestu, bolj je deflacijska, ne, pač zaradi tega je heks in inflacijski in njegovi T-shari oziroma sharesi so deflacijski, ne. In dejansko je ta sistem narejen tako, da z deflacijo nam pomaga, da ne izgubljamo vrednosti. In je edini takšen sistem ta trenutek na svetu, a ne. Boljšega sistema ni. V glavnem tukaj imate čisto vse, v bistvu 55 blokov je potrdil, v 55 blokih je razbita ta moja transakcija, to pomeni, da jo ne bojo mogli shekati, ker je toliko razdrobljena. V 3 sekundah pa še malo so jo potrdili, šlo je iz moje denarnice v pač tole denarnico in sem dobila bla, 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 tukaj vse vidite, sem dobila heks se je menjal za USDC in pa vrep ETH. In v glavnem na koncu sem, tukaj vidite tudi, koliko ste plačali gesa, 261 gesa je bilo, to je 1 bit pa pol, kar je malo, nekaj centov. In na koncu sem pač dobila toliko in toliko heksov. Okej, zdaj pa gremo v denarnico pogledati, kaj se je v denarnici zgodilo. In moramo iti swap, pošli. Tukaj imamo, zdaj se vidi transakcija, ne. Se pravi, to sem prej poslala sama sebi, zdaj sem pa naredila preko Uniswapa, sem naredila zamenjavo, ne. Tole zamenjavo. Tukaj v MetaMasku potem, dokler imate zgodovino, dokler MetaMaska ne posodobite, je tole vedno noter v MetaMasku, dokler ne posodobite zadeve, ne. Pol pa tega ni, izgine. Ampak imate še vedno na na Explorerju. Na Explorerju, se pravi na blockchainu, pa ta zgodovina od vaše denarnice je, če jo vnesete v Explorer, boste našli vso to zgodovino, ne. Torej, če gremo na MetaMask, tule imamo aktivnosti, pa tule imamo asset, se pravi sredstva. Sredstva imamo tukaj. Zdaj imamo dva, ne, se pravi, imamo puls kovanec in imamo heks kovanec. Oba, ne. In zdaj heks lahko tudi prepošljemo sami sebi, lahko tudi to še enkrat naredimo, probamo za vajo. To niso pravi heksi, ne misli, da se zdaj dobijo 400 heksov, to so testni heksi, to bo vse izginilo, ko bo Pulse Chain lansiran, tako da to je res samo za test. Ampak bi bilo pa super, če bi dobila zdajle toliko heksov zastonj. Pa ni. Okej. Okej, kam poslati? Dajmo poslati, gremo nazaj. Dajmo poslati spet sami sebi, no, ker nimamo 2 MetaMaskov. Tole sem klikala, tole je naša denarnica, tukaj gor naslov naše denarnice. Dobro, dajmo poslati send heks v našo denarnico. Se pravi, jaz sem zdaj naslov denarnice skopirala iz tega mojega MetaMaska, testnega. In zdaj, koliko heksov bomo poslali, koliko jih imamo, 400, dajmo poslati 100 heksov. 100 heksov bomo poslali iz naše denarnice v našo denarnico, se pravi, bomo pol dejansko pulsa imeli še malo manj, ker bomo plačali za transakcijo. Kliknila sem naprej. Podrobnosti transakcije so tole, gas fee, se pravi, zelo malo pulsa, nekaj centov bomo plačali, nekaj stotink centa v bistvu, govorim centi, pa nekaj stotink centa. To tudi v dolarjih, to se sploh ne prikaže, zaradi tega, ker ima dolar samo 2 končnici, nima tako kot kriptovalute, ki imajo zelo, zelo, zelo veliko, imajo tudi 18 decimalk in 12, 18, 16 decimalk. Gas fee, zelo malo bomo plačali za teh 100 heksov, zelo, zelo malo.
potrdi. V obdelavi, evo, zdaj smo v activity, obdelavi, ne bomo pospeševali, ker potem plačamo več gas fija, ne. Zdaj tole se je potrdilo, je odšlo ven, minus 100 heksov in gremo pogledat, kaj se je zgodilo tulele. Zdaj teh testnih PLS-jev je manj. Če gremo nazaj v activity. Zdaj bomo tulele kopiraj ID transakcije. Evo, sem noter. Zdaj bomo tole transakcijo na to spletno stran, se pravi testni blockchain, bom vnesla to transakcijo iz mojega MetaMaska in takole. Smo jo dobili. Tole se je zgodilo, bilo je uspešno, tole je moja ID transakcija, ki sem ravnokar vnesla. 29 blokov je potrdilo mojo transakcijo, v temle bloku noter je. Prišlo je iz moje denarnice in tudi šlo je ven iz moje denarnice in prišlo je nazaj 100 heksov, a ne. To se vidi, se pravi, sama sebi sem dejansko zadevo poslala. Tokle sem plačala 2 bita. 2 bita sem spet plačala v bistvu za transakcijo. Gas limit je tokle, v glavnem vse lahko vidite, kar hočete, a ne. Zadeva je transparentna, nihče drug pa ne more tega videti, v bistvu imate dostop do testne mreže samo vi. To je to za danes. Mislim, da sem bila dosti izčrpna, da sem vam vse povedala, kar je treba. Če boste imeli vprašanja, prosim, dajte jih spodaj v opombe, napišite mi, vam bom odgovorila nazaj. Če želite, da še kaj posnamem, kakšno stvar, ki jo bi videli radi, probali, testirali oziroma ne veste, pa niste sigurni, vam bom v zvezi s heksom, v zvezi s pulse chainom, vam bom te stvari pač napisala, povedala ali vas pa usmerila k tistim strokovnjakom, ki to že v bistvu zelo, zelo obvladajo. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite dobro in se vidimo pri naslednjem videu. Čau, čau.